Tole je pa še boljš, lejte, kakšen fini bazenček. Gremo! Evo, prispela smo do bob steze. Tle zdaj greva gor in se potem po bob stezi sprehodva vse do starta. Pozdravljeni, dragi prijatelji. Evo, po dolgem času grem spet na en izlet, potovanje z prijateljem Silvatom, vrhunskim smučarjem. Greva smučat v Bosno in Hercegovino. Šla bo malo na Jahorino, malo na Bjelašnico, malo na Ravno planino, če bo vreme dopuščal. Odpravila smo se danes v sredo, popoldne, imamo lep dan. Upam samo, da na hrvaško-bosanski meji, da ne bo kakšna gužva. Če to rešva, je zmaga čista. Evo, gužva na carini, sicer upajmo, da je samo za kamione, da se bo midva men pelala. Silva, boš kar men mogo jet, ne bo druge. Ja, pa kamion. Ja, pa kamion, Madonna. To je pa ta Gradiška, ki je pa problem, pa se te mejni prehodi vsi tle na Bosni, se pravi tle iz Slavonije, je pač čez reko Savo in je težava, ne. Ampak, lejte, bova prišla. In lejte, bogi teli tovornakari, ki more tule čakati. Mislim, to katerakoli država na tem svet, jo Kurz gleda, da ne more zrihtati, da bi tule hitrej šlo. Ja, to je treba samo še malo ljudi zaposliti več, pa je stvar rešena, ne. Končno sva prispela na Pale. Lejte, tole je najen apartma. Lejte, to je dvorana, bi rekel. Jaz spim tukaj, v dnevni sobi. Tukaj le spi Silva, taka romantična, če bo kakšno punco pripeljal. No, v glavnem, ogromno je to, kar je meni všeč. Celo kuhno mava, ki jo seveda ne bova rabila, ker v Bosni je hrana pocen pa dobra, tako da bi bilo brez veze, da si nekaj sam delaš. No, in potem pa še WC kopalnica, lejte, tudi ogromna zadeva, WC, tuš, lejte, super je tole. Zdaj pa v komentar napište, kaj mislite, koliko tole midva plačava na noč za 2 osebe. Napište v komentar, me res zanima, kaj mislite. Dobro jutro iz Pal. Zdaj pa Silvota pelem v najboljšo pa najcenejšo restauracijo na Palah. Vem, da tu ne gre skupaj, ampak je, vrhunsko je za jesti, tako da komaj čakam, da bom pojel mučkalico. Imajo odlično, najboljšo, kjerkoli sem jo, kadarkoli jo. Boste videli. Evo, to je tale najljubša restauracija. Kaj praviš na nos, Silvo? Kako ti izgleda? Zunaj danes nedela, bo mogla iti noter, veš. Aha. Zunaj pa zaprta terasa danes. Zunaj ne zgleda glih dober, ampak hrana je pa odlična, boste videli. Kaj praviš, Silvo? Preveč za fruštek. Za cel dan. Dava pa kangico za sabo, če bo gramo. Ne, jaz vam kar pojo, je dober. Vse to rad pojedem. Lejte, tole mučkalico, pa še kajmaka malgar, to vam povem, to je najboljša mučkalica. Probaj, Silvo, ajde povej našim gledalcem, a bo ali ne bo. Dobar, moraš biti tudi ljubitelj tega. Je pa kar pekoče, jaz pa mi... Ja, sej sva naročila pekoče. Bo. Sem navajen, ampak... Tole je smučišče Ravna planina, to je od Pal 2 kilometra. Meni je ta smučišče všeč. Ni gužve, ampak glejte, prenizke temperature so. Sicer smučati se da, ne? Smučajo ljudje. Drugače pa glejte tudi, kaj to gradijo. Glejte, to
V Sloveniji kaj takega ni možno, da bi tu kar na hiter dovoljenje dobil pa kar takole zidov. Tle pa je, ne? In tu tle tale restoran, ki jaz sem enkrat že bil, imajo ful dober, tako da meni je tle kar všeč, ampak midva s Silvotom, ki me čaka tamle v avtu, so se odločila, da greva danes na Bjelašnico. Bova tle mogoče pa jutr po jutršnjem bova vedla. Prispela sva na Bjelašnico. Glejte, tole je smučišče. No, tole so hoteli. Kraj se imenuje Babin Do. In meni je to lepo urejeno. Tamle je smučanje, tamle so smučišče odzad. Meni je Bjelašnica skoraj bolj všeč, kakor pa Jahorina, ker je vse bolj nekako urejeno, večji parkir placi. Boste jutri videli na Jahorini, kakšen kaos bo to. Tle je pa lepše urejeno, če mene vprašate. No. Tako da zdaj stvari gor dati, pol pa lepo smučati. Evo cene smučarskih kart na Bjelašnici, lejte, tale od 11 naprej je koliko? 39 mark, se pravi 20 evrčkov. Ja, cenejška pri nas, ne. Gužve čisto nobene, Silvo prvi na vrsti, tako da 2 let nazaj je bila gužva za snor. Evo, smučišče pa takole izgleda. No, nekaj se bomo nasmučali, da bomo saj rekli lahko, da smo smučali. Tukaj je pa vse veliko slabš, kakor je spodaj izgledalo. Snega čist malo, tega še veter odnese. Sploh jaz ne vem, kako bom tu dol prišel. Tale je zaprto. Glejte, ne, to je čist slike. Tudi smučev ne čujemo malo. Zdaj Silva. A? Ne vem. A zdaj mora tle doljeti. Ne vidimo. Ejte, Silvestra, udeleženca svetovnega prvenstva, sicer v akrobatskem smučanju. No, gledajte, vse nekaj pa bo tlele, zato prav vas sploh nisem vedel. Tako da nič, gremo. No ja, vse ni tako slabo, kakor je bilo videti. Videti, tole je problem, ker so kamni na progi, ne? Tako da... O, dober je, dober. Mečkan je južen sneg, ampak bo, lejte. Ni tako slabo, kakor je izgledalo. Tole je moja prva runda. Prvo rundo grem jaz malo bolj počas, da se malo navadiš, mislim, to je prva runda v letošnji sezoni. Evo, lejte, pred vami pa udeleženec, trikrat je bil na svetovnem prvenstvu mislim, da akrobatskem smučanju. Silvester Oban. Da me malo noge so me začele boliti. Takole kar težko. Evo, gremo. Kako ste trikratni udeleženec svetovnega prvenstva? V čem si ti to Silvo zrn pozabil? Akrobatsko smučanje ali kaj? Po grvinah. Božna po grvinah. In si usvojil zlato, srebrno ali bronasto? Pa se ne v tamo družil.
No, to je po spodnjem delu, lejte, tle dobesedno voda teče, lejte. Tako da tole so temperature res prehude. Gremo! Ste videli to? To je pa udeležen svetovnega prvenstva. Zdaj pa še Silvota malo vodim po lepih krajih. Tole, jaz imam nove merelke, pa moram po temle blatu hoditi. Desno, Silva. Daj, če nisi ti prestar za kale gor splezati. Grem jaz naprej. Evo, lejte, kakšen razgled na Sarajevo. Fantastičen, tudi tamle z une strani je dober. Bo, Silva, se je splačalo ustaviti. Zdaj pa so tudi to pomeni. Lej, tisto lebelu so pa Britofi. Zdaj Silvota pelem pa še na bob stezo, ko si je zaželel videti. Ja. Ne. Hočem, da vidim to, da bom jaz mogoče probal vse enkrat pele dol. S čim? Ja, ne vem, ali bo to z rolko, s kirojem, ali bo to s kotalkom. Mogoče z rolerji, ne vem, s kolesom. Če boš s kirolem, s kolesom sem je že, tako da je posnetek na YouTubeu, tako da pogledaj si ga. Daj ti Silvo pa s kirojem, kaj ga imaš. Ja, mogoče, ne vem, ali pa z rolerji mogoče. No, evo, fino. Bom te videl, kakšne so lukne, no, kako so. Fino. Varno. Evo, prispela smo do bob steze. Tle zdaj greva gor in se potem po bob stezi sprehodva vse do starta. Je pa še 2/3, je pa tle dol. Sam nimava časa tam sedela, tako da bova, ker sem do gor šla, pa pol še malo naprej do ene razgledne točke. Tle so tudi zelo lepe razgledne točke na Sarajevo, tako da tole, če greste v Sarajevo, v Bosno, to se res plača pogledati. Zdaj so prišla do vrha bob steze. Lejte, tole, ki jaz hodim, je verjeten štart za bob. Tole je bilo pa štart za sanke, vidite, ki se bolj si spustil dol. Ker bob se veste, kako šprintajo, da to na začetku in to je pač skoraj naravnem štart. Kaj, Silva, zdaj pa čevapčiči? Ja, na današnji dan, ko so bili otvoritve olimpijskih iger, smo prišla mi da tudi v Sarajevo in bova tole malo zajedla pa popila, da proslava to teh 40 let, ne? Evo, lejte, tole zelo dobro zgleda, čevapčiči, kajmak, še sveži, zele, lepinja, kaj češ božga. Silvo, malo za spremembo, ne bomo mesa, kakšna je tale zeljanica? Ja, mogoče se pričakoval več malo te zelenjavne, ampak je to še noti nekaj skuta, kaj je to? Je skuta pa špinača. Špinača? Pričakoval sem več špinača, pa ok. Vidiš, sem te sosed pelil, da sploh vidiš, kaj je zeljanica. Drugače pa tole res dobro zgleda in tudi mislim, da je dober. Nisem še probal, sem pa že večkrat tle jo. Prispela so na Jahorino, lejte, smučišča super urejena, boljš kot včeraj na Belašnici, tako da tu sem zadovoljen, ampak so pa glih povedali, da tale gondola ne dela, pa še ena gondola, tu so dve najboljše in tu je zdaj pa sranje in lejte, zdaj pa tle čakamo, ke budale, bomo čakali na tole sidro najprej, dobro, pol pa tam od zadaj prača deluje, tako da upam, da bo tudi tam malo bolj. Silvo, kaj praviš? Malo, kad si še doživel? Ja, da pač sedežnico, da grejo leva, desno je handla, ne? To ni ki najboljše pač. Pomaga nam veter, orang piha.
Možno je, da bojo tudi tole ustavili. No. Upajmo, da ne. Ja. Evo, na vrhu smo, piha res čist na polno. Škoda, ki bi bila ful dobra smuka. Tukaj smo pa zdaj na progi Prača, ta je najnižji, ki gre. In glejte, se bomo zdaj spustili dol in boste videli, ta proga je super in je tu je mnogo boljš, ki je bilo vse včeraj. Tle je res užitek voziti. Pa tudi Aldin je velik, samo to zato, ker je petek in jutri bo sobota, bo čist drugače. Moj prijatelj Silvo je že dol. Wow, kaj gre tole super, lejte. Juhuhu. Pazi, da nam rokavice zgubil, da vam takole tole je. In da mi gre na živce, se človek ustavil glih na sred proge, tu so voli. Tole punco zbu. Ljudje, zdaj pa poglejte trikratnega udeleženca svetovnih prvenstv v akrobatskem smučanju Silvestra Ovna. Lejte, zdaj bo prišel, boste videli, kako to on zavija. Upam, da bo šel dosti bliz mene. Ne bo, evo, lejte ga. Lejte ga. Ej, če ga bomo dohitevali. Bomo, vidite ta stil. Sicer za svetovno prvenstvo je mogo malo drugače voziti, kaj zdaj predvidevam. Poglejte, kako veter piha, da me kar nazaj vleče, lejte. Da kar nazaj grem. Lejte, tudi tu se ljudje matrajo. Vidite kar. Dela skakalnico, da bi šel skočiti. Mislite, da je to pametno zame? Zdaj pa zaključujemo smučanje. Imela sva tudi samo poldnevne karte, se pravi od 9 do 1. In zdaj glede na to, da ne dela velik žičenc, moramo tlele midva tole povezavo iskati. Malo bo treba smuče uničvati. Take fine elanke imam. Še če kdo preleti, je problem. Tole se vidi torenk pomankanje snega. Tole danes še piha ful in piha plus in tole bo, to jim bo vse pobralo. Žal. Ker malo povod se človek že pele. Hulej, to so nehali. Silvo, to so ustavili. Evo, vidite, ustavili so tole, tako da
sva ga morala jeti peš oziroma na avtobus med dovoz. O, jebem ti sonce. Še tu. Avtobus bo šele čez 45 minut, tako da grejo mi dva kar peš. Še ne 15 minut mava, se ni to noben problem, ampak v pancarjih pa je mečken problem. Tale zdajle je bila pa naporna. Kilometer peš v pancarjih smučam. Prispela na Baščaršijo, to je stari del Sarajeva. Tukaj je cel kup trgovinc, lokalčkov, čevapdžinic, burekdžinic, tudi za suvenirje se tle kupuje, tako da to je najbolj turistična zadeva v Sarajevu. Vsi hočejo, sem je tudi neki džamije, pa tako naprej. Tole, ki vidite, je pa krščanska cerkev v Sarajevu. V Sarajevu najdete in džamije, in krščansko cerkev, in pravoslavno cerkev. Tole je še ena znamenitost v Sarajevu. Večni ogenj se imenuje. Ta ogenj vedno gori, je pa posvečen žrtvam druge svetovne vojne. Zdaj so si po enem lokalčku poroščila baklave, pa Silva si je še bosansko kavico, jaz sem kavo nehal piti. Bo dober, Silva? Je. No, vam moram povedati, da Silva si je naročil Eurokrem baklava. Ali Nutelo? Kje si to najdel? Baklave so orehi, pistacija, lešniki, Silvovi pa Eurokrem. Jaz sem si pa eno z orehi pa ružico, tale leva stvar je ružica. Zdaj smo pa prišla do Bele Tabije. Bela trdnjava bi bilo to menda v prevodu. To je nad Sarajevom, to sem že večkrat gledal. In sem rekel, enkrat moram jeti pogledati. Enkrat sem celo dron tlele spustil. Glejte, drugače, lepa pokrajina okoli. Dron sem enkrat gor spustil, tako da sem videl, kako je. Glejte, tlele gre cesta proti Palam. Tle dol je tudi eno, ja, ne bolj na un strani, je tudi eno plezališče. Gremo kar kaj pogledati. Sem vedel, da je zanimivo. Ker sem rekel, dron sem tle čist pripelal. Ampak je že par let nazaj, da tamle, lejte, ko so okna, tam bo dober razgled. Ko, Silva, ti se ne upaš tle? Saj sem vedel, da zbolj boječ fant. Da vidim, kaj je tle. Zdaj smo se vsi slikali. Ne vem, bomo videli, kaj je. Ja, nič ni, lejte. Cesta. Pa se tam še nekje okoli da prideti, pa bo mogoče zanimivo. Silotom se nahajava v Mokri gori, to ni več Bosna, to je Srbija. Tukaj se bo peljala s temle muzejskim vlakom. Jaz sem to že večkrat bil, Silva pa še ni bil, tako da ga moram kot železničarja mečkan izobraziti v teh muzejskih zadevah, ne, Silva, kot železničar je tole z tvojega stroke, tako da morda bi šel kar ti voziti, no, kar pet pa se zmeni. Tako da tole je zanimiva zadeva, zato ker se dvigneš po smici, ful, čez cel kup tunelov, hribe, doline. Tako da boste videli to, gledajte, to je zanimiva zadeva, res. Evo, takole je vlaku, malo ruka, gremo čist počas, ampak čist dobro. Kako vi strokovnjak za železnice? Ja, tako kot v Sloveniji, zelo počas pa nadpresajoče. Prave čiste železnice v Sloveniji. Imam pa idejo za slovenske železnice, da samo še malo bolj počas gre, pa bomo lahko naravske vožnje, tako kot tukaj. Žičkar, premisel, kva bo.
Silvo pa ne smeš o svoji firmi tako govoriti. Jaz to govorim, kar hočem. Evo, lejte, zdaj pa v tunel gremo tema. Ja, pa tema. Prispeli smo na prvo postajo. Evo, tukaj je vlak. Čudim se, ne vem, zakaj so zdaj mašino so odklopili. Zdaj tamle od zadaj se nekam gor gre, jaz če imam prav v spominu je en slab. Bomo videli. Evo, prav sem imel. Tlele, lejte, je slab. Ker veliko vode. Jaz vam tole grem gor, pa bom izkoristil, vidite tale po telih štengah, bom izkoristil, da bom jabolka upravil. Sicer bi lahko tu dol, sam tle se vsi slikajo, evo, lejte, da bi pa mašino prepeljali, bojo od zadaj dal. Da ne bomo šli že nazaj, da sem tu sem pelejo. Če pa tu je pa brez veze, ker tu se gre kar še nekaj časa naprej. Je pa res, da je karta cenejša, kot ponavadi, tako da mogoče pa to fora. Evo naš Tomaži. On gre zdaj nekaj jabolka osvežitev, kaj ne vem, točno. A lahko komentiram? Ja, to je neka skrivnostna voda ali kaj, kaj daje moč ali kva? A te bo pomladil to ali kva? Nekaj tako tako skrbno tole delaš. Zdaj smo pa prišli na eno staro, čist zapuščeno postajo. Jaz sem hotel na to stran. Ne vem si, da sploh, če greš lahko. Da vam pokažem tale avto, lejte. Lejte, tu so ga naredili. Avto star. In lejte, ta je za poterih bil voziti, lejte. To moram Silvatu pokazati. Sicer tale avto je gotov. Vidi, primetio sam kod tebe jedan čudan. Ajde ljudi, ako nam ode voz, može samo da dođe dobro. Ajde, dotakam se. Tole je pa kamen ljubezni, lejte, Silvo se tu čist zagro. Silvo, koliko si dal? Marko in pol. Za Marko in pol misliš, da boš ti zdaj žensko dolgo? Ja, le, jaz pričakujem, da če bo sam na pol, bom prišel pa pol še z evri. Aha, jaz sem mislil, da boš 500 evrov vrgel. Ni nič papirnatih ne jemljajo, sem kovane jemljajo, si drugač bi dal, sem kovane jemljajo. Prispel nazaj v Mokro goro, kakor sem že povedal, to je bila skrajšana varianta, kar zelo skrajšana na pol, sicer časovno ne, so vse skupaj malo vlekli. Lejte, jaz sem to bil že 6-krat, 7-krat, tako da bi se zlagal, če bi rekel, da mi je bilo ful interesantno. Ampak, ker sem šel pa ta prvič, mi je bilo pa ful dober. Tako da zdaj vi sami, to, kar ste videli, se odločite, vam je to zanimivo, pa da greste kdaj pogledati, kot te tukile. To mi, da sem naredila izlet iz Spal ali pa z Jahorine, če ste. Je nekaj vožne kilometrov, ni tako velik, ampak se počas voz, tako da kar časa traja. To so pa hiške, kjer lahko spiš, najameš in si tle. Gor imaš pa restauracije, tudi savne, bazene, vse živo imaš. Tako da, vidite, tu se je tudi, ne vem, kakšen je čisto raden naziv. Vem, da tu se včasih reklo Drven grad, se pravi kao mesto iz lesa. V Višegradu, ki je tudi od Emirja Kusturice, se pa imenuje Kamen grad, ker je iz kamna. Zdaj smo pa že v Višegradu, to je znameniti most čez reko Drino.
Na osnovi tega mosta je tudi bila napisana knjiga Most na Drini, avtor Ivo Andrić. Tam je vse opisano, kako so to delali. Bom rekel, pene 200 let zgodovine, saj. No, Ivo Andrić je za to knjigo tudi dobil Nobelovo nagrado za književnost. Tako da je nekaj na tem. Bom pa še tam z malo lepšega kota to posnel, pa boste videli. Pa še link bom dal v opis tega videa, kjer sem polet to z dronom posnel. Je minuten video in vidite, kako je tukaj lepo polet. No, tole je pa zdaj most, se pravi, da vidite, kako je videti. Moram reči, da poletje je veliko lepše, ker je vse zeleno, svetloba, zdaj oblačno, ni sonca. Ampak meni je ta most vedno lep. Tamle pa vidite označbo, dokje je bila najvišja voda. Se pravi, krepko čez most je šla, 1,5 metra, skoraj 2. In lej, vidite, tam je označeno na tistem belem kamnu. In zanimivo, da je takrat samo samo to ograjo odneslo, ker se je pol popravil. Most je pa ostal nepoškodovan. In tale del, zdaj ta zaden, so ga pa konec Prve svetovne vojne Avstro-Ogrska ga je v luft vrgla, zato da so se umikali pred Srbi, pa pač so most vrgali v luft. Seveda so to obnovili in je zdaj tak, kaj je. Vehebija. Vehebija. Na ovoj donjoj tabli piše dobrotvor gospodin Mehmed Paša Sokolović, koji je trojici vladara s odanošću bio veliki vezir, sagradivu lijepu zadužbinu, nek mu je Bog primi i sa svojom iskrom namirom i sa svojim pozitivnim duhom sagradivo je most na rijeci Drini. Zadužbina mu ispane tako lijepa da onaj koji vidi pomisli da je zrno biser na vodi, a nebeski svoda moja školjka. To piše na donjoj tabli, a na gornjoj tabli piše da je Mehmed Paša Sokolović bio veliki čovjek i da izgradnjom ovog mosta ne samo što je spojio dvije obale, već je spojio i dva naroda i da nije štedio ni na srebro ni na zlato, da sagradio je most na rijeci Drini. Gornja tabla je napravljena 1571. Kad je početa izgradnja mosta, a donje je 1577. Znači most se gradio 6 godina i to vrijeme. Bez ikakve mehanizacije, to je vrlo brzo. A isto je Mehmed Paša Sokolović naredio da se most sagradi za 5 godina. Oni su ga sagradili za 6, zato što je most više puta bio rušen. A isto su Njemci s ove strane srušili 3,5 luka. Vamo su novi luka i ovi su ovdje stari koji ima već 500 godina. Za stare je bio materijal kozija, dlaka, bilanci i olav da spajaju kocke. A imate isto ovdje i vodostaj rijeke Drine 1896. To je se desilo kad je rijeka Rzav ovdje sašta sulivo u Drinu. Dole je brana Perućac nanijela gradnji smeća pa je začepilo. I 10 dana je neprestano padala kiša pa nivo rijeke došlo do ovdje. Nije bilo ništa, most samo je ograda odnjela voda, jer u to vrijeme su bile drvene. A isto na ovom brdu sa gore gdje krsti zastava. Gore je nekad bio stari grad Vojvodina i gore su bile sve kule i zidne. Pa je samo jedna kula ostala iza tog brda, kula Kraljevića Marka, koja 8 godina starija od mosta. Hvala, baš. Koliko vremena si to da si naučio? To ne znam, baš znam ovo već 2 godine. A znaš već 2 godine? Evo ti od mene 5 Pa ti si care. Svaka. A šta voliš da bi bio kad budeš velik? Vodiš, bravo, I bit svaka. ćeš sigurno. Bravo, svaka bravo. čast. Ja. Sve što imam sitno vidiš ovdje. Še zadnji čevapčiči v Bosni. Bo, Silva, Ja, le bom probal, ampak jaz mislim, da bom. daj probaj, ajde, probaj. Moram...
Ampak Kako Silvo bojo? ta zadnji čevapčiči zdaj... Ta zadnji v Bosni najbrž. Dobro, Ja. lahko gremo morda še na ene, ampak Ne, bo. hvala. Bo To dosti. da govorijo. Dobar tek. Za konec potovanja pa še najlepša stvar, tole je kopanje v termalni vodi, tole so Srbske Toplice, tole tle je reka Vrbas, lejte vidite koliko je teh bazenčkov. In tle je termalna voda, topla od 25 do 34 stopinj. Tudi še tamle odzad je en bazen, tam je najbolj topla voda in tja se greva midva kopat, tako da super se veselim tega. Ajde Silvo, pejde to vidno. Tle Vrbas je 5 stopinj. Ajde, dobro, sad će biti toplije ovo. Sad će vruće tu. Vsaka čas Silvo. Lejte Silvo, tako kako uživa. Je pa problem ratov, lejte, kad tle zdaj voda noter gre, Vrbas se je dvignil in tle noter mrzla voda gre. In je v hladlu za 5 stopinj sigurno. Sicer zdaj Silvo zanimivo, ko grem, noter je pa dober, Ja, ko je sem dobro, namrzel dobro. navajen. Tole je pa še boljš, lejte, kakšen fini bazenček, lepo privat, sam ležiš, uživaš voda, na pamet bi rekel 35 stopinj ali pa 32 siguren, tako da ful noro, dober. Midva s Silvotom končujeva najno kopanje tukajle. Lejte, fantastično je bilo. Zdaj za konec, da se vam pa še sprehodim čez celo, zdaj tudi mečkan manj ljudi. Lejte, tamle en bazenček, drugi bazenček, potem tamle vidite tretjega, potem še tukajle se da kopati, tu je zdaj šele Silvo, šele zdaj ugotovil. Lejte, tale bazenček tukajle, ta je menda še bolj topla voda, tole je reka Vrbas, je kar mrzla. No, pol pa tamle boste videli še en bazenček. Dajte, tukajle spodaj še en bazenček. Gremo pa še enega pogledati, tam, kjer so se pa na začetku kopala. No, pa še tlele ena zanimiva zadeva vmes. To je pa, tlele celo noter imajo kot neka savnica. Lejte, takole, sam ni ta voda, ni tako zelo topla. Evo, tle vam bom zdaj pa še pokazal, pa še ta zvaden bazenček. Tle je pa tudi zelo topla voda. To so se pa na začetku kopali, no. Zdaj, ko vidim, da se ljudje kopajo, da ne bom jih tle tu živčne delov. Evo, samo tle malo pokažem. Evo, vidite. Super maj tole, super res, tako da, če boste tukaj, priporočam, da si greste pogledati. Zdajle sva prišla do Gradiške in ne boste verjeli, iz enih 5 strani je kolona na Hrvaško. Iz 5 cest tu bi, po mojem, 5 ur čakanja minimalno. Zdaj greva pa na uno, mislim, da Bosanska Dubica, pa tam probava, če bo kaj boljš. Slabš skor ne more biti, kakor je tlele. No, zdaj smo pa prispela v Kozarsko Dubico. Mal boljš sicer kaže, kakor tam na Gradiški, ampak še vedno slabo. Mislim, da je pred nama vsaj, ampak res vsaj 2 ure čakanja. Pač tole je pa pač ja, v Bosno ne smeš iti v petek, pa ne smeš se v nedeljo nazaj vračati zvečer, tako da pač malo so ga usrala, ampak ni šlo drugače. Tako da s tem bom kar zaključil tale
najen vlog za potovanje po Bosni, tako da upam, da vam je bilo všeč. Všečkajte video, napišite kakšen komentar, pa seveda naročite se na moj YouTube kanal, če še niste naročeni, pa se vidimo v kakšni naslednji dogodivščini.